Tako, zdaj bomo naredili še en primer testa. Test se mi zdi, da je poglavitna stvar pri spletni učilnici, se pravi, da naredimo test za preverjanje ali pa tudi test za ocenjevanje. Prostor sem pripravil, test preverjanja in utrjevanja, en naslov, tukaj spodaj bomo potem zvrstili teste. Vključimo urejanje, da dodamo test, izberemo tukaj v meniju dodaj dejavnosti in izberemo kviz. Spodaj obvestilo za učence pred takole naslov, moj prvi test, kratko obvestilo za učence, pred tabo 10 vprašanj. Zdaj pa možnost časovne omejitve. Časovno lahko test tudi omejimo, recimo za 3 minute. Potem pomešaj vprašanja, da. Vprašanje na stran neomejeno. Pa dajmo, da bo eno vprašanje, vsako posebej. Dovoljeno poskusov neomejeno, če bi to za ocenjevanje bi dali samo en poskus. Šteje se najvišja ocena, prvi poskus. Decimalne številke pri oceni so nič, se pravi, da bo ocena 5, da ne bo, ali pa 4, ocena 4, da ne bo 4,2, ampak pri ocenah bi rad, da mi zaključi celo številko. Tukaj, če imamo potem učence v skupini, jih izberemo v skupini, ampak tole za začetek ne bo potrebno, shrani spremembe. Zdaj smo še ustvarili moj prvi test, se pravi mapo. Sedaj nam pa manjka vprašanja. Dodajanje vprašanj dodajamo tukaj, izberi. Pa izberimo več izbir, to je več možnosti vprašanj. Za začetek bom izbral več izbir. Kaj je sonce? Tudi učenca vprašam, kaj je sonce. Lahko mu dodam tukaj neko sliko o stvari, se pravi, učenec vidi tukaj ta prostor, napišem ali prilepim sliko ali dodam s pomočjo HTML kakšen video posnetek tole vprašanje. Potem vrednost odgovora je 1 točka, če se zmoti odbitek je tudi 1 točka. Povratna informacija na vprašanje, kaj je sonce. Učenec, če ne odgovori pravilno, dobi vsaj povratno informacijo. To je zvezda, odgovor bo samo en pravilen. Če je več odgovorov, vzamemo več. Potem pa treba tudi drugače procente razporediti. Zdaj pa pišem odgovore. Je zvezda, to je 100%. Drug odgovor je planet. Ni pravilno, pustim kar brez, lahko bi bilo pa nič procentov. Je luna, tudi nič. Grem do dna in shranim. Vprašanje lahko več. Sedaj imam tukaj vprašanje, kaj je sonce. Dodam še eno vprašanje. Spet isti tip vprašanj, več izbir. Drugo vprašanje, kaj je luna. Odbitek spet 1. Povratna informacija. Povratna informacija je luna je naravni satelit in kroži okoli Zemlje. Izberem več odgovorov je pravilnih. Naravni satelit je pravilen. Dam 50%, ker bom štel 2 odgovora, vsak mu 50, skupaj seštevek 100. Kroži okoli Zemlje tudi pravilno, tudi 50%. Je planet, pa pustim prazno, nepravilno.
Imam dva vprašanja, ki jih lahko dodam v kviz. Dodaj v kviz. Kliknem spodaj. Vsak je vreden 1 točko, skupaj 2, najvišja ocena 5. Pa pogledamo, kako izgleda naš kviz. Bomo zdaj ta narejeni test. Moj prvi test. Pred tabo 10 vprašanj. Poskusi kviz zdaj. Sonce je zvezda. Lahko vsak odgovor posebej oddajamo. To je zvezda. Povratna informacija spodaj. Luna, naravni satelit in kroži okoli Zemljo. Oddaj. Oboje prav. Na koncu dam oddaj se in zaključi. Učenec dobi točen datum, da je pisal, koliko časa je porabil, koliko točk in kakšno oceno je dobil. Obenem pa tudi pregled vseh vprašanj.